Profesor Grosek, najlepša hvala za to izredno zanimivo predavanje. Zdaj vabim udeležence, udeleženke k vprašanjem. Aha, vidim, tukaj imam že eno vprašanje. Dajte jih v chat, ne. Torej, kaj je najbolj učinkovito za povečanje zavedanja o pomenu etike in integritete oziroma še bolj etično ravnanje v raziskovanju? Kaj je to po vašem mnenju? Ja, to je odlično vprašanje, kaj je najbolj pomembno. Prva stvar, ki sem jo omenil, je to ena vzgoja od doma. Druga stvar pa je vseživljenjsko učenje. Kajti, kot smo videli, vrline in kreposti se privzgojijo v družini in potem v okolju, kamor ti prideš delati. Ali je to na raziskovalne inštitute, ali je to v bolnišnice, ali je to na fakultete. Tako da mislim, da to je ena stvar, ki se mi zdi lastna ta. Druga stvar je, da se, bom rekel, zmerom srečata profesor ali pa mentor in kandidat za raziskavo, ki imata iste interese in ki veste, kaj hočete in kaj lahko drug od drugega pričakujete. Pogosto se dogaja, da lahko da mentor ne ve, kaj in če se je sposoben kandidat, oziroma kandidat misli, da mu mora mentor vse prinesti na krožniku. In vse take stvari je treba razčistiti že v tistih prvih pogovorih. In naslednja stvar, ki se mi zdi zelo pomembno, ko stopiš v raziskovalno delo, moraš videti, te mora nekje poučiti, kje so možne napake. Lahko, da boš naredil napako, zato ker je ne poznaš, ki si jo spregledal, ker te nihče na to opozoril. Toliko bi lahko na kratko odgovoril. Potem je še eno vprašanje, ko se doktorski študent znajde v stiski glede etičnosti, kako naj ravna, na koga naj se obrne? Ja, zato pa sem prej predstavil, da je samo tretjina fakultet ima komisija za etične vprašanja za etiko. To se pravi, zelo pomembno bi bilo, da bi bila vsaka fakulteta tako komisijo, kjer bi lahko naslovil svoje vprašanje. Če te fakulteta nima, se potem tako vprašanje naslovijo na komisijo za etično vprašanje Univerze v Ljubljani. Moram pa povedati le eno stvar, ki je mogoče, ko smo delali raziskave o etičnih dilemah, ki jih imajo zdravniki pri zdravljenju najhuje bolnih pacientov, tako odraslih kot otrok v intenzivnih enotah in pridejo v etično dilemo za etične vprašanje, na koga se najpogosteje obračajo, je bilo seveda odvisno to, ali so bili to zdravniki, zdravstveni ali pa medicinske sestre, na koga se obračajo. Zdravniki se v določenih odstotkih so se obračali na komisije za medicinsko etiko, večinoma se pa gredo po hierarhiji, ali se najprej obrne na svojega predstojnika, če mu zaupa, ali se obrne na svoje kolege, s katerimi ima urejene recimo dobre odnose in lahko pričakuje odgovor, ali pa to ureja v družinskem krogu. Vsekakor mislim, da mora dobiti odgovor in če je v veliki stiski, če mu mentor ne da tega odgovora, mu mora dati komisije za etično vprašanje.
Hvala lepa, profesor Vasovič-Trošt, za izredno zanimivo in tudi zelo koristno, tudi z praktičnega vidika. Mislim, da si bodo študentje tukaj lahko pomagali. Bi samo še dodala, da dejansko tudi ta etična presoja je nekako eno vprašanje, je tudi vključeno v načrt ravnanja z raziskovalnimi podatki, ne? Tako da se te dve zadevi se povezujeta, pri čemer letos prvič študentje, ta generacija, ki je zdaj v drugem letniku, prvič oddaja načrt ravnanja z raziskovalnimi podatki in bomo tudi videli, ne, kako bo zadeva delovala v praksi. Vidim, da je nekaj vprašanj, torej kar nekaj vprašanj je tukaj, torej katere so najpomembnejše pomanjkljivosti vlog za etično presojo, tako po izkušnjah? To je dobro vprašanje. Jaz bi rekla, da večinoma skozi vse vloge, ki jih dobimo, so nepopolne, ker dejansko je veliko elementov, ki jih morate vključiti. Na tej spletni strani, ki sem je dala, ki imate v prosojnicah, je tudi link na ta obrazec, ki vam pomaga, da ne pozabite kakšen del. Torej preglednica, kjer vi lahko odkljukate, ali ste oddali vse osnovne podatke, ali ste jasno pisali udeležence. Tako da večinoma, če greste skozi to in odkljukate vse, bo popolna vloga. Velikokrat pa se zgodi, da v bistvu to, zaradi česar mi vračamo vlogi, je nekaj, kar bi mentor pravzaprav mogel pomagati. Recimo, da napišete, ne vem, vzorec bo statistično reprezentativen, pa ne bo. Pa se vidi iz vašega opisa, da ni. Mislim, neke metodološke napake, ki bi načeloma moral mentor pomagati. In tukaj se res strinjam s kolego, ki je predstavljal pred mano, da se premalo zavedamo in premalo učimo tudi doktorske študente o tem, kaj pomeni dober raziskovalni načrt. In tudi mentor je, kaj pomeni usposobi doktorske študente, ker od vas se veliko več pričakuje pri dispoziciji, kot se je pričakovalo recimo 30 let nazaj. Tako da so večinoma stvari, pri katerih bi dejansko mentor moral pomagati. Sicer pa večinoma pomagamo, ne? Recimo rečemo, ne vem, pri najstnikih bi bilo fajn, če bi dodali še to in to, ali pa lahko vključite starše na ta in ta način. Ali pa recimo, ne vem, če delate, moje raziskave so v gimnaziji, če delam z študenti, mislim, z dijaki, ki imajo 18+, ne rabim imeti obveščenega soglasja tudi od staršev, rabim samo od teh dijakov, tako da to so v bistvu nekatere stvari, ki vam mogoče pomagamo pri pripravi za dopolnitev. Ja, hvala. Naslednje vprašanje, ali vsak študent, ne glede na to, v kateri stroki dela, mora oddati vlogo za presojo etičnosti? To je zelo zanimivo vprašanje. Torej, prvo odgovor je ne, če se gre za raziskave, ki vključujejo udeležence, ki so human beings, ki so ljudski subjekti, potem pa je treba dobiti vlogo. Zdajle, kot je profesorica Marvin rekla, letos prvič je dejansko v pravilih pisalo, da študenti morajo to dati, tako da jaz pričakujem, da za nove študente bo to nekaj, ker če delate ankete, če delate z ljudmi, če delate eksperimente, da pač morate imeti to presojo, tudi če mogoče pravila ne veljajo še za vas ali karkoli. Zato, ker če imate anketo, eksperiment, karkoli, ki vključuje ljudi, skoraj garantiram, da ne boste mogli to objaviti ali pa dobiti financiranje za to kasneje. Tako da tudi če bi šla dispozicija skozi univerzo, boste kasneje imeli težave. Tako da odgovor na kratko je, spreminjajo se pravila, do lani je bilo opt-in, zdajle pa univerza zahteva, da vsi študenti napišejo, kako se bodo ravnali, ne zahteva formalno vlogo za presojo etičnosti, razen res občutljivih. Recimo, jaz sem imela študentko, ki dela z najstnicami, ki so bolj občutljiva populacija in ona je morala to imeti že pri dispoziciji. Če pa delate kakšno anketo, bi najbrž že šla, sam na kratko bi rekla, dajte narediti vseeno vlogo, ker vam bo vsekakor pomagala kasneje. Ker veliko vlog dobimo za presojo za nazaj, ko nekdo hoče dobiti financiranje ali pa objaviti raziskavo in mi ne dajemo mnenja za raziskave, ki so že izvedene v preteklosti. Ja, zdaj tukaj bi samo, da ne bo nesporazumov, jaz sem govorila o načrtu ravnanja z raziskovalnimi podatki, ki bo letos prvič zahtevan.
Pri čemer, ja, smo imeli tudi vprašanja, recimo, kaj če sploh ne delam z raziskovalnimi podatki, a moram ta načrt oddati? Ja, morate, ampak napišite, pri svojem doktoratu ne bom generiral nobenih podatkov in to je to, ne? Ja, in tudi tako je, ker Ja. letos je tudi pisalo prvič, etična presoja, ni natančno opredeljeno, ampak če bi vi napisali, moja disertacija bo vključevala samo online anonimno anketo in zaradi tega ne potrebujem etične presoje, to bo zadostovalo. Če pa bodo videli, da v bistvu imate res, da delate z občutljivo populacijo, potem pa res rabite imeti eno in Ja. drugo. Tudi doktorska komisija, ne, bo to Ja. bi morala zaznati, ne, da recimo vi delate z ljudmi, a ne, pa pač, kot ste rekli, mogoče s kakšno občutljivo skupino, nimate pa etične presoje, ne, tega dovoljenja, ne, tako da ja, to se zgodi in potem tudi zahtevajo dopolnitve, na KDRŠ zahteva dopolnitve. Ampak načrt ravnanja s podatki boste pač vsi morali oddati, ne glede na to, ali delate s podatki ali ne, vendar tam preprosto napišete, ne, da ne boste imeli s tem dela, če ne delate s podatki prav veliko, ne. Obrazec je zelo, zelo preprost, ne. Potem še eno vprašanje, potem pa vidim, da ima tudi profesor Grosek roko, samo na hitro še prvo vprašanje, čeprav razumem, če delam interdisciplinarno raziskavo na FF in FDV, potem moram dobiti soglasje obeh etičnih komisij? Ne, sigurno je dovolj soglasje ene komisije. Lahko bi se odločili, da greste samo na komisijo univerze in da rečete interdisciplinarna študija, rada bi imela presojo univerzitetne komisije, lahko pa greste na filozofsko ali pa na FDV. Jaz sem zdaj recimo imela eno študentko, ki dela interdisciplinarno, in čeprav sem jaz na EF, ker imamo svojo komisijo, sem vedela, da komisija na EF, na ekonomski fakulteti ni kompetentna za takšno vprašanje psihološko in da to mora iti na univerzitetno komisijo. Tako da lahko tukaj vprašate ali mentorja ali eno ali drugo etično komisijo, če se jim zdi, da imajo kompetence, bodo oni presojali ena ali druga. Če pa obe odločite, da nimate, pa sem sigurna, da imate obe te komisije imate kompetence za takšne študije. Če bi pa rekli, ok, imate neke elemente, za katere nimamo kompetence, vas bodo poslali na univerzitetno. Ampak od samo ene komisije potrebujete. Ok, hvala. Profesor Grosek, kar vprašajte. Jaz bi samo to povedal, kar je povedala kolegica glede teh raziskav, ki so, čeprav zastopam, mislejo anonimizirane. Tle na stališče te komisije za medicinsko etiko in to testo delam, da vse raziskave, čeprav so anonimizirane, a so lahko to anketni vprašalniki, to se pravi vključuje raziskave na ljudeh, damo na etično komisijo Republike Slovenije. Tako da moji študenti ali pa doktorski študenti, če delajo take naloge, dobimo zmeraj potrditev. Res pa je, da komisija, recimo medicinske fakultete, ja, skratka, zelo želimo, da dobimo soglasje. In tam izrecno napišemo, da so te raziskave, ki bodo anonimizirane, ampak mi dobivamo podatke o ljudeh, ki so lahko medicinske narave, lahko so pa čisto anketne narave in se govorijo, in je zelo pomembno, da imamo tako mnenje, kajti tam pri tem mnenju mi napišemo tudi, kako bomo skrbeli za anonimizacijo teh podatkov, da ne bo prišlo do kakšnih napak, kakšno skupino bomo obravnavali. Tako da jaz vse raziskave, praktično ne, nobene raziskave, ki jo delam, pa je lahko to anketna ali pa klinična ali je taka, dobim mnenje etične komisije. Samo toliko in mislim, da je to v prihodnosti. Nekdo mora oceniti, ali je taka naloga, ki jo delaš, v skladu ali ni. In to, kar je kolegica povedala, bo počasi postalo standard za vse raziskave. Samo to sem hotel povedati. Ja, to absolutno se strinjam z vami, zelo lepo ste to povedali. Mogoče da je bolj jasno, kaj sem hotela povedati, je, da
mogoče s kakšno anketo anonimizirano bi šlo čez brez etične presoje na ravni dispozicije, ampak vseeno predlagamo, da tudi takšno študijo, ki se vam zdi zelo taka naivna, nekompleksna, da vseeno jo dajte, bo veliko hitrejša obravnava, a ne ker bo za minimalno tveganje, ampak da tudi takšne študije vseeno dobijo presojo. Tako da se absolutno strinjava s kolegom. Okay, hvala. Skratka, nauk te zgodbe je, da stvari rešujemo raje naprej kot za nazaj, ne? Ker za nazaj se jih tudi ne da rešiti, ne? Očitno. Doktor Para Kraševec, najlepša hvala za zelo zanimivo in zelo dragoceno predavanje. Se mi zdi, si bom z veseljem šla pogledati še potem vse te povezave, ki ste jih dali. Bi samo dodala en komentar tukaj na tem mestu, ko ste rekli, da bi bilo fino, da bi imeli kakšen modul, vsaj v doktorski šoli pripravljamo nekaj takega kot en nabor izobraževanj, ki nekako jih dajemo, uvrščamo pod te prenosljive generična znanja. Vem, da imate vi na fakulteti za elektrotehniko delavnico na temo etike in integritete, nekaj podobnega, ne? Skratka, delamo v tej smeri, no? In etika in integriteta je gotovo se bo znašlo v tem naboru, ne? To sem želela dodati. Drugo je pa, vidim, da je eno vprašanje, pa jaz imam tudi podobno vprašanje iz občinstva. Ali menite, da se na splošno povečuje upoštevanje načel raziskovalne etike in integritete? Moje tako tudi razmišljanje je, kako se vam zdi zgodovinsko gledano, ne? Ker po eni strani, ne vem, profesor Grosek je omenil, kako je imel svoje mentorje, ne, ki so imeli visoka moralna načela in se je od njih naučil, ne. Hkrati ne, pa profesor Vasovič Trošt je omenila, da pred 30 leti ni bilo treba veliko stvari pošiljati na etično komisijo, ne, je šlo vse skozi, zdaj pa iz previdnosti je boljše, če vprašamo, ne, da ne bi imeli kasneje težav, ne. Hkrati, ne, torej očitno, ne, napredujemo, imamo etične komisije in to celotno, ta sistem vzpostavljamo, hkrati, ne, je pa ta pritisk po objavljanju in tako naprej, ne, in te zvezde, ko vemo, znanstveniki, ne, ki dobivajo večjo in večjo moč, ne, in jasno, ne, tukaj se potem ta vprašanja avtorstva. Kaj pravite? Lahko rečem, ja, da se vzpostavlja infrastruktura, lahko rečem, da smo na tem področju zelo napredovali. Mislim pa, da v praksi še vedno ni nekih premikov na bolje, ne? Da je, mogoče smo postali bolj občutljivi na to in bolj zaznavamo to, te problematike, ne, te kršitve. Ne morem pa reči, da je bolj etično, težko bi rekla. Mislim, da je ključno to, kad ste res se pogovarjati o tem, usposabljati module. V čem je problem, da to ostane samo na ravni moduli za podoktorske študente, a ne? Oziroma za doktorske študente, tako kot je pri nas, ker problem je v tem, da na koncu dobim vprašanje, kaj pa lahko jaz kot doktorski študent sploh lahko naredim, če zaznam neko neetično prakso, ne, svojega nadrejenega, recimo, ne. Tukaj so dejansko mladi nemočni in tukaj je ključno, jaz sama vidim ključni premik, ki bi šel na bolje, da je to, če glava usmeri, če akademska oblast tista, ki dejansko se zavzame, da sporoča, kaj je prav, kaj ni prav, no? Oziroma, da vloži več truda, več, ne nazadnje tudi sredstev v to, da se vzpostavi nek sistem in da ne gre samo za usposabljanje doktorskih študentov, ampak tudi ali pa predvsem mentorjev oziroma teh na višjih pozicijah in to manjka. Manjka tudi nek sistem zaupnih oseb, kamor bi se lahko na katere bi se lahko obrnili raziskovalci, ki bi imeli res dovolj znanja, ne? Dovolj znanja tudi z tega področja, ker ta področje se razvija. Pohajajo vedno nove in nove dileme.
Zdaj smo priča avtomatskim, bom rekla, pisanju člankov s pomočjo umetne inteligence in podobnim zadevam, o katerih nekaj let nazaj nismo niti razmišljali še, ne. In tega je res veliko. Tako da upam in želim si, da bo premik na vrhu in spodbuda na vrhu in da to ne bo samo modul, poleg danes, ker je fajn, da je, ampak da bo to dejansko možnost, a ne, res izobraževanja. Ker v tujini to imajo, ne. Ja, se strinjam. Mislim, mi vsekakor smo, pač jaz sem na doktorski šoli in pač delujem v tem okolju. Vem pa tudi recimo že iz teh izkušenj, ko smo imeli ta izobraževanja o raziskovalnih podatkih, ne, čist preprosto ta vprašalnik, ki ga morajo oddati, načrt ravnanja in tako naprej, a ne, smo ugotovili, da pravzaprav smo mi nekako en korak naprej pred raziskovalci in mentorji, a ne, ker so nam prav sami študentje so nam nekako povedali, da nekatere mentorje to ne zanima prav preveč, ne. Torej, hkrati mi od naših doktorskih študentov zahtevamo vse te priloge k dispoziciji in tako naprej, a ne. Samim mentorjem se mogoče to ne zdi tako zelo pomembno oziroma ne dobijo pomoči, ne, ki jo rabijo pri mentorju in vidimo, da bi morali tudi tam, ne. Saj tukaj vabimo seveda vse na izobraževanje, ampak primarno smo tu za doktorske študente, ne. Ja, lahko tukaj mogoče samo še to dodam, ko so gledali ta nacionalna resolucija 2010-2020, ki je bila, imela že veliko o etiki, kako postaviti na nacionalni ravni, institucionalni in tako noter. In na kar so bili tudi ukrepi, ki niso bili uresničeni v času. In ko so se uresničevanje te strategije na tem področju bila naslovljena vsem vodjem programskih skupin strani ministrstva, je prišel odgovor, da na tem področju je vse v redu in da ni treba narediti nič, a ne? A razumete, kaj hočem povedati? Dejansko problemi so, a ne, ampak jih ta bom rekla, višja hierarhija niti ne se dela nevedno tako. Ja, no to je zanimivo, ne, po drugi strani se pa moramo vsi zavedati, ne, da mogoče je 99% v redu in tisti 1%, ki ni v redu, naredi zelo veliko škodo, ne, kot so te primer, ki ste ga takrat izpostavili, pa takih mislim, je veliko, ne, in to potem vse zaupanje v znanost nekako pade, ne, vsi samo to vidijo, ne vidijo vse tiste, ki so etični, ne, in ki se držijo, ne. Ja. Zdaj tukaj imam še eno vprašanje od študentov, torej ali naj ne bi bil avtor 2, glede na pomembnost oziroma doprinos, vodilni avtor, ki naj bi bil na UL napisan na zadnjem mestu. Zdaj druge razlage ni, ampak ja, to je naš habilitacijski pravilnik, ne, govori o tem, da tisti, ki je vodilni avtor, naj bi bil na zadnjem mestu. Zdaj, ali je vodilni avtor res dejansko tisti, ki je vodil, je pa drugo vprašanje. Ne, lahko je, lahko pa ni. Ja, to je. Zato še enkrat, ne, zdaj govorimo na univerzi o spremembah vrednotenja sistema, ocenjevanja. Ampak pri tem se moramo, in osnova bo še vedno, kdo je avtor oziroma kaj je prispevek posameznika. To je vhodni podatek v metodologijo vrednotenja in bo vedno ostal. Zato je tako ključnega pomena, da dejansko se določi, kdo je, kakšen prispevek je ta avtor dejansko prispeval ali ga je sploh, ne. Če želimo nekoga ali karkoli vrednotiti, morajo biti podatki verodostojni. Ja, zdaj ne vem, kako drugače odgovoriti. Ja, zdaj ne vem, zdaj ta author 2 a ste imeli vi v prosojnici nekako to označeno? Ja, to je verjetno iz te prosojnice, ja. Avtor 1, avtor 2, ne, te dva sta bila samo našteta en za drugim. Tako da ne. Ja, načeloma pa tako, kot je kolegica povedala, ne, prvi avtor v principu je tisti v praksi, ki piše članek, a ne, zadnji avtor tisti, ki vodi raziskavo, vendar seveda mora imeti tudi doprinos avtorski, ne. No, če sem čisto... Ali tako nekako. Ja, tako, vsi morajo imeti avtorski.
ampak čisto zadnja pravila oziroma priporočila KOPA, ki zajemajo, ki ravno to tematiko izpostavljajo, so, da naj bi se da naj bi bil prvi tisti, ki je ključni, in potem po vrstnem redu naslednji, ki so prispevali manj, rečemo, k temu delu. Ampak veste, vsaka disciplina, vem, da ima drugačna pravila, recimo pri matematiki je abecedni vrstni red in še marsikje drugače, zdaj, tako da težko. Ja, v humanistiki sploh ne ločimo med prvim in zadnjim avtorjem, ponavadi dostikrat je to en in edini avtor, je to ista oseba, tako da se tega šele učimo, recimo, in tako naprej, ampak ja, seveda problemi so, čeprav razumem, tehnika naravoslovja je dostikrat pri zadnjem avtorstvu. Ja, to je bilo dostikrat v bistvu dirigirano, strani kakšnih vodilnih. Bom rekla, to so bile ustaljene prakse, ni to bila praksa ene osebe, ampak dejansko prakse, ki so bile ustoličene, ki so, ampak zato niso nič manj nesprejemljive, tako moramo dodati tukaj, da so to stvari, katere niso prav, in čeprav so vztrajale ali pa bile zgodovinsko noter, je treba enkrat povedati, da to ni to. Dobro, zdaj vidim, da drugih vprašanj ni, tako da dr. Urša Para-Kraševec, dr. Tamara Pavasovič-Trošt in profesor Grosek tudi, ki je pa že žal moral oditi, jaz se vam najlepše zahvaljujem za današnja predavanja. Zdaj tukaj samo še dve besedi za zaključek. To je bil v bistvu zadnji dogodek iz serije ravnanja z raziskovalnimi podatki. Ob tej priložnosti se res zahvaljujem vsem predavateljem, predavateljicam, ki ste sodelovali, vsem udeležencem, in še posebej bi se zahvalila kolegici dr. Mojci Kotar iz Univerzitetne službe za knjižnično dejavnost, ki se je izjemno angažirala tako pri vsebinski in tudi tehnični organizaciji dogodka. Jaz upam, da bodo ti dogodki pomagali, tako študentom, kot tudi mogoče kakšnemu mentorju, mentorici, vsaj pri pripravi načrta ravnanja z raziskovalnimi podatki, pri pridobivanju soglasja etičnih komisij, pri pripravi dispozicije in ostalih obveznostih, ki jih boste imeli v zvezi s podatki. Tako da hvala lepa za pozornost in se mogoče vidimo na naslednjih dogodkih, na naslednjem modulu, ki ga bomo organizirali na doktorski šoli. Nasvidenje.